Najprej pa seveda predstavil goste, moja dva gosta, Rok Bozovičar, doktorski študent književnosti in Đurđa Starsoglavec, prevajalka, profesorica na Filozofski fakulteti in piska tudi spremne besede pri knjigi, o kateri bomo danes govorili. In pa jaz, Simon Smole, tokrat vlogi moderatorja, hvaležni, nehvaležni vlogi. Kaj sem pa prebral to knjigo, to je moja referenca. Tako da v bistvu napisal recenzijo. Pa čisto nekega svojega vidika, niti ne nekega literarno-teoretskega, ampak mogoče nekega drugega vidika. In bom tudi sodeloval v debati, mogoče prvo nek drug vidik osvetliti. Če bom prišel do besede, ker ne bo to literarno-teoretski, oziroma probo malo bolj kontekstualizirati Krležo na nek drug način, oziroma odpirati mogoče kakšno drugo vprašanje. Tako da, glede Krleže, se mi zdi zelo fenomen to, pač na nek način bi pohvalil založbo Sofijo, da je izdala te eseje, pa ne čist samega literarnega vidika v tem smislu, da je to zdaj zapolnjuje neko vrzel, ampak v tem smislu, da se na nek način aktualizira tudi samega Krleža, čist v kontekstu pač literarne zgodovine, pa tudi v širšem politično-zgodovinskem kontekstu se mi zdi pač to dosti pomembno. Čeprav ne vem, ali je bila motivacija za izdajo te knjige, ta njen sugestiven naslov, pa ta prvi esej o Evropi, ali so bile kakšne druge motivacije, kar je ni bistveno, tako kot tudi ni bistveno, se mi v končni fazi zdi tudi ne ta izbor. Se mi zdi pa zelo dobro, da je bilo to izdano. In zanimivo, da je bilo izdano pri založbi, ki pač izdaja predvsem teoretska dela, kar na nek način že pač pozicionira Krleža tudi na neko drugo področje, ne samo literarno. Tako da pač ta debato bi bomo zastavili na tak način, probo zastaviti, da bi Krležu mislil ne samo kot literarnega ustvarjalca, ampak neizogibno tudi kot neko pomembno figuro na političnem in družbenem področju bivše Jugoslavije, kar ga na nek način tudi pozicionira tak, kar ga je v to njegovo skoraj mitsko vlogo, ki se pač bere v teh njegovih predelnikih velikan, literarni velikan, najpomembnejša literarna figura bivše Jugoslavije, pa Titov prijatelj in tako naprej, kar je pač spet neka čisto mitska zadeva, glede na to, da bi on zelo udovelen na odnosu s komunistično partijo, pa tudi s Titom in tako naprej. Ampak se pravi, na nek način pač razmišljati o teh esejih na ta način, da bi pač razmišljali o samem Krleži. Probamo debato voditi tako ne, da bi preveč, mogoče bo vprašanje malo pretenciozna, pa odgovori mogoče bolj konkretni, pa bolj cool, kakor tako. In pač to bi bilo na nek način nek uvod, Krleža mogoče kontekstualizirati, ne pa samo razpravljati o samih konkretnih esejih, kar se mi zdi, da bi bil dosti ozek vidik. Tako da, če začnem, pač se mi zdi, pač, da bi vaš Đurđa vprašal, v spremni besedi dosti pišete o eseju kot literarnem žanru, o tej tipologiji esejev, ki so pač mislim, da vsi skoraj prisotni pri Krleži, kamarkoli, kjerokoli tipologijo vzamemo. Pa se mi zdi, glede na vaš naslov, esejizem kot svetonazor, kako vi vidite esej kot nek literarni žanr pri Krleži, njegovo, kakšno funkcijo ima ta žanr, zelo velike esejistike je pisal. Saj meni se tako zdi, ko sem bral pri Krleži, da je to v bistvu njegov temeljni literarni žanr, kakor nek najboljša forma njegovega, kako ne rečem, umetniškega izraza, oziroma da je v eseji povedal stvari, ki so na nek način politično in estetski orientira za vse ostalo njegovo ustvarjanje, ne vem, kot neka istočnica, zdaj pa vi. Ja, tako se tudi meni zdi, zato je ta naslov esejizem kot svetovni nazor, torej esejizem in esejistično razmišljanje kot razmišljanje o vsem, ne samo o literaturi oziroma ne samo kot sestavni del neke njegove poetike. Jaz bi pa zdaj se navezala malo digresijo na to, kar ste rekli, da se nadejate, da se bomo pogovarjali bolj cool. Meni se zdi zelo cool, da se danes pogovarjamo o esejih človeka, ki že zdavnaj ne živi več, človeka, ki je te eseje napisal pred skoraj nekatere pred 100 leti in človeka, ki ne vem, odkot vam ta informacija, da ima danes neko mitsko vlogo, ker Krleža je danes pravzaprav bolj kot ne pozabljen. Imel je mitsko vlogo. Ja, imel pa jo je, ja.
No, in se mi res zdi zelo cool, da se o tem pogovarjamo, ker za Krležo je bilo najhuje, če si je kdorkoli, sploh pa umetnik, zatiskal oči pred družbenim dogajanjem, stvarnostjo, če je samo ždel in ni nič dal od sebe, neke aktivne vloge, kar se mi zdi, da je danes kar splošna drža, sploh pa trenutno v tej nesrečni Evropi, ki res tudi danes ne ve in nima pojma, kaj hoče, kaj bi rada, a bi se zaprla, a bi odprla, a bi sprejela, ne bi sprejela, a bi prevzela kakršnokoli odgovornost ali ne. Tako da aktualen je bil takrat, bil je v 30 letih, bil v 40-ih, med vojno, drugo, po vojni, v času socializma, po Titovi smrti, po razpadu Jugoslavije, skratka, neverjetno aktualne so njegove teme in, kar je pa bolj pomembno, kako so te teme tematizirane, torej kako piše Krleža, po domače povedano. V uvodu spremne besede malo pojasnjujem, kaj je esej kot književna vrsta. In se mi zdi, kot da je Matjaž Kmecel v svoji mali literarni teoriji imel pred sabo Krleževe eseje, ko je rekel, kaj so eseji, in sicer dovolite, da citiram, pravi, da je esej didaktična književna vrsta, ki jo označujejo poudarjena osebna sodba in neženiranost, nesramežljivost v posredovanju te sodbe, hkrati še težnja po splošnejši razumljivosti, nazornosti, duhovitosti in tako naprej. Skratka, to poudarjena osebna sodba, neženiranost, nesramežljivost je nekaj, kar je značilno za vse, bi rekla, Krleževe eseje. Res se čisto nič ne ženira, kar pa seveda ne pomeni, da sodbe, mnenja, ki jih izreka, da so trivialne, temveč so še kako na mestu, to bi rekla za začetek. Jaz, naprimer, meni se zdi to, bistveni se mi zdi ta poudarek, naprimer, Krležine stilske briljantnosti, kar je gotovo njegova res velika odlika. Glede samih esejev, se mi zdi, da pri Krleži ta stvar, da zaradi same narave eseja kot nekaj literarnega žanra prehaja do tega, da Krleža velikrat prehaja iz nekih, kako ne rečem, socioloških komentarjev, z neke detekcije duha časa, oziroma, naprimer, Evropa danes je opisana leta 1933, z nekega tega vidika prehaja v neko čisto literarnost, oziroma na koncu z nekim dialogom. In se pravi, ta narava eseja, da je v bistvu hibridna literarna zvrst, ker se meša literarno z nekim sociološkim komentarjem in z vsemi ostalimi možnimi podžanri, na nek način dela esej kot nek briljanten vzvod za komentiranje družbenega dogajanja, po drugi strani je pa neverjetno blizu neki površnosti lahko, oziroma nekemu zdrsu, neko fletonistiko, oziroma neko pospeševanje ali pa celo populizem. In se mi zdi, da je tukaj nekaj tanka meja, kjer je naprimer Krleža v nekaterih stvareh, recimo v temu njegovemu eseju, ker dr. Gregor debatira s Hodičem, na nek način neizogibno zaradi same forme, ki je literarna, naprimer poenostavlja Heglovo filozofijo in na nek način uporablja čisto literaren namen, kar se meni zdi na nek način dobra poteza, po drugi strani na nek način pa zgublja na tej neki filozofski moči. Esej je bil tudi v zgodovini velikrat pri filozofiji uporabljen zato, da je približeval neke filozofske ideje mogoče širšemu občinstvu, predvsem razsvetljenstvu. Imel to funkcijo nek način pedagoško. Se mi zdi, da tudi kar je že velikrat ta pedagoška funkcija izpostavljena esejistike. V tem smislu, da na nekak način neke stvari prezentira, predstavlja, odpira jih na nek način, tudi prek te literarne stilske briljantnosti. Pa na nek način se mi zdi, da velikrat v teh esejih te neke stvari ostanejo nesistematizirane, nezaključene, mogoče na hitro omenjene kot nek fragment,
Prav ni nujno to slabost. Naprimer, vem, da je notro omenja neke platonske ideje, ker gre zelo hitro čez, ker se opiše kot neko metafiziko, neko moč ideje, neki absolut. Se pravi, to je ta, se meni zdi, prednost in nevarnost eseistike, no, da je pač na nek način ni sistematizirana kot nek znanstveni traktat, ampak da ima to odprtost, kljub temu, da je nekako stilsko zaključena in tako naprej. No. Pač to bi še rekel, no, da pač prebranje v mene kot pač recimo filozofa, tako ne rečem, je bilo prekaj že sem to opazil. Zdaj pa ne vem, tebi bi vprašal še Rok, tvoje branje Krleže, pa ti čut, kako zgledaš na Krležu kot osebnost, ki presega sam nekega literarna figura, oziroma kako si ti bral te eseje? Jaz sem te eseje bral predvsem kot nestrokoven bralec, ne Krleževega dela, ne nasploh estetike. In moram reči, da tukaj je zbranih 12 esejev, ki so si med seboj popolnoma, prvi trije, po naslovih, če grem, prvi trije so Evropa danes, amsterdamske variacije, nekaj besedo Heineku von Kleistu. Se mi zdi, da tvorijo imajo neko skupno točko izhodišče, medtem ko ostali, nekateri se mi zdijo kot neki fragmenti iz nekega drugega razmisleka, recimo, ali pa kot neki potopisni utrinki in tako naprej. Tako da, jaz sem se bolj osredotočil na te, recimo, prve tri malo bolj družbeno ozaveščene, ne pa sam esej pri njemu, kako funkcionira, no. Mislim, da ima neko družbeno zavest tudi ostalih, ampak ne znam čisto definirati, kaj pri njemu mi je težko razumljivo, recimo, mogoče ravno stil, ki si ga omenil. To branje mi je bilo dosti naporno, čisto iskreno, od, raznih opisov, podredij, bogatega jezika, ki mu dosti težko slediš. Ne vem, naprimer, da, če grem kar na prvi esej Evropa danes, nočem reči, da s tem poanta zgublja na svojem smislu, ampak zgublja na svoji konciznosti, recimo. In pri prvem eseju, recimo, mi je bilo zanimivo, da on bere literarni opis bede, literaturo, v njegovem primeru esej, opisuje nek družbeni problem, torej opis bede, razrednega kontrasta, kot on temu pravimo, da je ta opis dolgočasen, preživeti in zaustav. Ampak kaj potem lahko rečemo, oziroma to on tudi nadaljuje, kaj lahko rečemo o tej stvarnosti, ki proizvaja to realnost? In Krležev zaključek je, da to priča o neverjetni evropski zaostalosti. Ok, s tem se strinjamo, ampak na tej točki nekako ostane. Potem se opisi sledijo in nekako mi preide na neko drugo raven tega razmisleka. Kar bi nekako pričakovali v eseju, se mi zdi, da bi bil nek naslednji korak, ki ga Krleža niti na nivoju neke književnosti, pravi nekega, recimo, manifestnega odnosa do književnosti, niti na političnem ne podano. Naprimer, potem v tej, kaj beremo, Evropa hkrati dvomi o vsem, kar ve, zato danes ne ve, kaj ve in nima pojma, kaj hoče. S tem se povsem strinjamo, ne? Samo mogoče s tem dvomom, ne? Ker pri njemu dvom o vsem, kar je, povzroča to, da nimamo pojma, kaj se dogaja zdaj z Evropo. Ampak se mi zdi, da mu zdaj, v tem trenutku, mogoče glih tega dvoma premalo, no? In potem se zaključi, zaključi se z opisom tega črnega, oziroma moškega v črni pelerini, ki izgine in Krleža ne ve, ali vse sanjal te slike družbene realnosti. Ne ve, ali je to sanjal, ali privid samo nekega uturjenega človeka. In tukaj se mi nekako zdelo, da se je ujela ta neka stilska bogatost s tem, kaj ostane potem v spominu. Se pravi, neka neulovljivost tega traumatičnega dogodka za nazaj.
se pravi tudi kot izkušnja, bralska izkušnja tega eseja, tega prvega eseja, skozi nek ritem teh opisov, ritem prizorov, ritma bobnov, ki ga vse skozi opisuje kot nek razlog, razlog, zakaj množica maršira in tako naprej. Se pravi, ko prideš čez ta ritem eseja, da na koncu čaka ta nič, ta nek bledi spomin. Se mi zdi, da je to nekako v tem eseju mu je uspela neka poanta že samo prekostila, preko tega ritma opisovanja in niča na koncu, se pravi ta makajoča sistema stanja, ki ga opisuje. Zato zaenkrat. Meni se zdi, da bi se vrnil na to, kar ste bi rekel na začetku, glede recepcije samega Krleže. V tem smislu, kako je bil pač včasih razumen, saj tako sem jaz ga prav kot nekega zelo pomembnega akterja na kulturni sceni Jugoslavije, pa potem v tem postjugoslovanskem obdobju in na nek način se mi zdi pri velikih piscih, to govorim čisto kot laik, da se na nek način se jih asimilira v nacionalne kanone literarne. Se pravi, na nek način se jih bere, proba nekako zagrabati z tega vidika, da bi jih nekako lahko naredil recimo kot hrvaškega pisca oziroma kot srbskega, se ga na nek način proba spraviti nacionalni kanon. In se mi zdi, da pač ta recepcija pri Krleži je mogoče pogojena s tem, da je Jugoslavija lahko veljal kot neka povezovalna figura, tudi v tem smislu, da je pač bil nek človek, ki je na neke literarne programe pisal, bil v nekih pomembnih književnih polemikah, v kulturnem in političnem življenju, pač tudi kot kritik in vse tako. Potem pa je nekako, v tem postjugoslovanskem obdobju nekako na nek način bil ta recepcija, me zanima, a je pa on postal zdaj neka figura pomembno hrvaške književnosti, a je dobesedno postal samo nek, je samo arhiviran, pa obstaja samo še na katedrah za književnost na fakultetah. To je drugo, žal. Ja. To se mi zdi zanimiv fenomen pri Krležu. Glede na to, da govorimo, pa ta neverjetna njegova erudicija oziroma to izdajanje, neverjetno pisanje in to, ta njegova pomembnost potem pa na nek način izgine iz tega prostora. Mogoče jih paradoksalno bi lahko rekel, da je on bil jugoslovanski pisatelj v tem smislu, da ga ni mogel asimilirati potem v neki nacionalne kanone v tem smislu. Mogoče tudi kot Andrić, no, se tudi Andrića si lastijo predvsem s tem, da na nek način hočejo pač njegovo biografijo oziroma njegova krvna telesca pregledati, komu pripada, čisto biološko, a je potem Srba ali Hrvatov, na tak način si ga lastijo, čisto banala. A smem, jaz moram skočiti. Zdaj, pustimo Andrića. Andrić ima srečo in nesrečo, da je Nobelovec, če ne bi bil Nobelovec, tudi ne bi bilo tega. Če ne bi bil Nobelovec, tako, ne, se ga ne bi zdaj lastili, zdaj tile, zdaj oni in tako naprej. Krleža pa, moram se popraviti, ko sem rekla to drugo, ne, torej, da je bolj kot ne predmet znanstvenega preučevanja, ne pa toliko deležen bralske izkušnje. Moram se malo popraviti, je pa neverjetno navzoč na odrih. To pa moramo povedati. Skratka, tudi v Sloveniji. A pa se je igralo kaj drugega, ampak v glavnem z Glenbajevim. To pa je spet, ja. A ni pa zelo delal Michelangelo pred leti? V Sloveniji. Drugje pa tudi kaj drugega. Zdaj se zgodnje drame predvsem odkrivajo znova, ampak je pa ves čas, mislim, da ne mine leto, da ne bi vsaj eno gledališče uprizorilo nečesa. Zakaj pa, na primer, mislite, da pač eseistika ne dobiva tega prostora več? A je to zdaj to vprašanje aktualnosti, Krleževe eseistike, ali je problem te neke, da je pač sama tematsko specifizirana preveč za tisto obdobje, ker na primer pa danes je pač esej, ki presega neko gradivo ni jugoslovansko, kako ne rečem. V tem smislu je, mislim, meni se zdi od tega eseji, vsaj kaj se tiče tem, presegajo samo, da bi bili omejeni na ta bivši jugoslovanski prostor, se pravi v tem smislu. Zakaj se na primer v Sloveniji še Sofija odločila, da to izda? Zakaj se istika, recimo, nekdaj 60 in zadnjih 70 išla pri nas? Mislim, a je to kaj pogojen s tem samim zatonom, Krleže, kako ne rečem, ali
Mislim, a se vama zdi ta esejistika tako prodorna pa zanimiva, pa to, da bi mogoče Krležo bilo splačalo oživiti še s kakšnimi izdajami, no? Oziroma, ali pa s kakšnimi tudi njegovimi romani. Jaz sem tako izzad, da se prevedem vse, ampak živimo v času, v kakršnem živimo, kjer se gleda ne, kdo bo to bral, temveč kdo bo to kupil. In esej je čisto na dnu seznama, po mojem mnenju, kar pa zadeva domače okolje, Krleževo, pa ponovne izdaje različnih, da grobo rečem, starih esejev niso profitabilne. Kdor pa želi tisti eden ali tista dva, pa lahko to vedno berete. Ne? To je, žal je tako, ne samo s Krležo, tudi s kom drugim. Da, če ni, kako se temu reče, saga o vampirjih pretiravi malo, potem bomo pa res dvakrat premislili, ali bomo to izdali in se nadejali zdaj, da bo to kdo kupil, pa potem, da bo kdo to bral. Mislim, da ne vem, kam naju hočete peljati s to revitalizacijo. Ne, ni to revitalizacija, samo tako pa zanimivo se mi zdi ta fenomen Krležega prehoda iz tega, kako je v bistvu na nek način dominiral v tem kulturnem prostoru, to, da je v bistvu na nek način zdaj pozabljen, pa da so take stvari, ki so se zgodile s to izdajo, v bistvu neki fenomen, mislim, neki izredni dogodek, no, v tem smislu. Je pa res, da pač, meni se zdi, no, pač, to so se tudi midva nekaj pogovarjala, njegova biografija je pač neverjetna v tem smislu, da sam dejstvo njegovega življenja je tako zgodovinsko zgoščeno, da je na nek način on skoraj, če ne bi bilo njega, bi mogel pa nekdo drug upravil to nalogo, da bi na nek način popisoval, pa bil priča nekemu temu tako zgoščenemu dogodku. Ali pa več drugih. Ali pa več drugih, ja. Tako da mogoče, če ti kaj, to sem reči, če se ti kaj zdi povedati, mogoče povezavi s tem sejem. Ali pa v bistvu, kako bi Krležo te južno-slovanski, oziroma višji Jugoslaviji. Mislim, meni je zelo zanimivo, mislim, čist samo na podlagi biografije, ne. Med drugim to, neka kontinuiteta produkcije, se pravi, ukinemo en časopis, lahko čez eno leto ustanovi drugega in potem revijo, ja, mislim. Da to funkcionira na tem nivoju, da lahko v enem letu potem najdeš nove sodelavce ali pa iste in ustanoviš nove, čeprav ti je oblast prepovedala, recimo. Literarno revijo, ne neko. Ja, še seveda. Mislim, to govori nekaj o njegovi moči, recimo zmožnosti, sposobnosti, predvsem pa tudi o tem, da je bila tudi Jugoslavija precej uspešna pri vodenju nekega kulturnega programa in ustvarjanju nekih pogojev kulturne produkcije, no. Recimo, da smo aktualni. Pa zanima tudi, da v teh esejih na nek način se mi zdi, da Krlež uspe kar dobro plasirati neka svoja razmišljanja oziroma celo neke svoje neka načela, ko ne rečem literarna, glede tega, kako bi se literatura mogla pisati, smo dogovorili o tej socialno-tendenčni literaturi oziroma o temu, da naprimer, to se mi zdi tako, vse mogoče to spet naivno branje, da pač von Kleista bere, Kohlhasa bere kot že, ne vem, literaturo, ki je pač skoraj socialistična, čeprav to ne mara bil proti, ampak neka literatura, ki pač govori o socialni pravičnosti in pa to na nek estetsko dober način, oziroma ni vulgarna v tem smislu, da bi zgolj reprezentacija nekega kmečkega upora, na nek način faktografskega popisovanja, ampak da ima neko estetsko vrednost. Tako, ko se mi, na primer, zdi to, da se pač to pojavlja, ne samo teh esejih, tudi drugih. A se vam zdi, kako vi vidite, pri Krleži, ta njegova neka programska načela, kako jih on upelje v teh esejih, recimo v von Kleistu? Oziroma, a je to, da on bere neko to socialno-tendenčno literaturo že takrat v tistem času, toliko pred tem samim tem literarnim trendom, ko on pravi, a se vam to zdi pač nek luciden uvid Krleži in kako vidite to socialno-tendenčno? Ja, luciden uvid, vsekakor.
Bolj se mi zdi, da si on želel ne toliko socialno tendenčno kot družbeno angažirano in umetniško tendenčno. Umetniško tendenčno, da je skratka estetska in dovršena in umetniška književnost. Torej, da pišeš tako, kot je sam, na primer, pokazal svojimi literarnimi besedili ali pa s svojo liriko, ali pa na vse zadnje z baladami Petrice, ker je Puha, kjer je pa vse združeno. No, pogledajte, takole se naj to naredi. Seveda se lahko tematizirajo socialne teme, vendar ne na, spet bom rekla, ker nimam druge besede, ne na trivialen način, ne na neestetski in ne na neki višji ravni, ne samo popisovanje, opisovanje, temveč, da je ne samo detektiranje problema, temveč hkrati že ponuje neka možnost odgovora v literarni formi. Kar je na vse zadnje, kar njegovi eseji na vse zadnje so bolj literarizirani kot ne. Zato je mogoče kolega na začetku imel pomisleke, štartal je z mislijo, esej mora biti tak, tak in tak, pravzaprav pa se je pokazalo, da ti eseji niso čisti eseji, da so hibridni zmes različnih diskurzov in nenadoma iz esejističnega diskurza padeš v literarni diskurs in lahko čez dve vrstici si spet v esejističnem, ne da bi se sploh tega zavedal. In tudi mislim, da ni, predvidevam, ne vem, Krleža želel vse na pladnju bralcev prinesti, temveč da se mora bralec tudi malo podstopiti sam, povezovanja nekih stvari, ali pa tudi, če ne poveže vsega, tudi ni škodova. Ja, mislim, o tej socialni tendenčnosti oziroma o angažirani umetnosti dosti piše v Mihaelu Kolhasu, kjer se v enem stavku, samo če bom zdaj najdel, obregne ob časopisne teorije oziroma izdaje socialne tendenčnosti. Kleist je z Mihaelom Kolhasom mogoče dokazal, da so stvari lahko umetniško tendenčne v socialnem smislu tudi v razmerah, v kakršnih je ustvarjal Kleist, ko literarne revije niso nenehno objavljale teorij o socialno-tendenčni umetnosti. To je čist neka opaska dejanskega trenutka, v katerem se on nahajal, zdaj je napisal tega leta 1934, se pravi 2 leti potem, ko je objavil vrnitev Filipa Latinoviča, ki je po mojem mnenju pomemben mejnik, tudi za Krleža, ker je moral nekako ob hudi kritiki oziroma ob šoku, ki ga je doživel, ker so bralci oziroma recepcija tega dela, ki je Krležo videla kot nek vzor ali pa predhodnika, recimo, in to tudi v obdobju splošne mobilizacije levih intelektualcev. Skratka, on je v tem obdobju izdal roman, v katerem je glavni lik rezigniran, izrazito introspektno neko naracijo, polno dvoma in nesmiselnosti socialne akcije. Potem so tukaj imam zapisanih nekaj komentarjev, recimo, na to delo, kako da je s tem negiral lastna prepričanja v socialni funkciji umetnosti. Naprimer, Gilles ga je obsojal kot prazni artizem, roman, ali pa Stibetič kot levo inteligenco, ki se včasih približa, a ne poistoveti z revolucionarnim delavskim gibanjem in ki ostaja povezana z meščansko demokratično tradicijo. Torej, po mojem,
to je neka točka, v kateri moral jasneje definirati svojo pozicijo glede na, mislim, v odnosu na te tendenčne in umetniške vplive, ki se poznajo potem tudi, mislim, to je že v 30-ih, potem ta boj, recimo, na spor na Sniženi levici, ki ne bi ga razrešil on, mislim, uradno, ne bi se končal z njegovim govorom na kongresu književnikov v Ljubljani, to je leta 52. Se pravi, Ljubljana ima dosti pomembno mesto v življenju in recimo delu Krleže, s tem govorom leta 52, in pa tudi balade Petrice Kerboga so izdali v Ljubljani. 4 leta za Filipom Latinovičem, leta 36. Ne vem, mogoče se bo grešal tak govor tudi ne moramo ga razumeti kot esej, ampak kot zanimiv za slovenske bralce, kjer je že bolj, kjer se je postavil na bolj umetniško, recimo, strujo na levi sceni. Pač, če smo zdaj pri Kohlhaasu detektirali to vprašanje na nek način normativne literature oziroma njegov odnosa Krleža do tega, pač mogoče esej, če gremo mogoče malo posebej o Goji, se mi zdi zanimiv, če ga gledamo, če ga beremo z vidika samega Krleža, njegove pozicije v takratni jugoslovanski družbi, ker na nek način on Gojo predstavil kot nekoga, ki je pač skozi razvojen med tem, da je nek način podrejen, da je dvorni slikar na španskem dvoru, pa nek način vedno je v tej dilemi, da kakor na nek način njegov umetniški izraz je vedno nekčem pogojen z nekim uporom, tej sami njegovi podrejenosti temu družbenem sistemu. Vedno je razdvojen med tem nekim privilegiranim položajem, ki ga ima, družbenim statusom, pa med tem njegovim, recimo, estetskim uporom, tako ne rečem, s tem kakrorezi, s tem 3 serijami. In pač na koncu, ko se razreš, veste, ki ste brali esej, se mi zdi, da mogoče tako, ko smo pri Kohlhaasu lahko brali to njegovo pač razmišljanje v literaturi, ker je pač konverziv s tem, vidno mogoče misle, da ta oboji esej govori pač o nekim statusu umetnika znotraj družbe. Oziroma, kako ste vi to brali, ta esej obojiče. Meni se zdi, da je pač zelo dober esej, mislim, boljši, mislim, ne, vse, kdo kakšen komentar. Ti si bral tudi Andrićov esej o Gojiče, zdaj kakšno primerjava? Mislim, jaz sem Gojo prav, predvsem z vidika Goja, ne kot nekega predstavnika oziroma kot neke metafore za umetnika nasploh. Predvsem zato, ker kaj mi je bilo, prto? Dosti očitno mi je bila ta razdelitev med nekim dnevnim življenjem, se pravi Goje, in njegovim nočnim, se pravi, kot bi razdelil 2 nivoja življenja. En je ta, ki dela na dvoru, in drugi je pa nek bolj subverziven, recimo, prikazuje streljanje med vojno in tako naprej. Zdaj ne vem, kaj si ti mislil s tem koncem? Jaz sem mislil s tem, da je mogoče Krleža funkcioniral v jugoslovanski družbi, imel pač to ambivalentno pozicijo. Bil je v teh nekih sporih, po drugi strani pa nekaj samega komunizma pa nikoli ni postavilo pod vprašanje v tem smislu. Bil je polemičen v nekem področju umetnosti, recimo. Bil je antistalinist, to neč ne rečem, zato. Ampak, naprimer, da bi kdaj na nek estetski način mogoče postavilo pod vprašanje sam komunističen režim, se mi zdi, da ni toliko. Je pa res, da veliko stvari tudi ustvarjajo med obema vojnama in tako naprej. Ampak mogoče ta status njegov znotraj te politične strukture bivše Juge je mogoče zanimiv glede na njegovo literarno ustvarjanje, ne vem. Ja, hočete reči, da je dvorni pisatelj? Ne mislim tega, da je dvorni pisatelj, če ne je bil teh knjižnih polemik. Ker je bila potem ta druga plata, veš? Dnevno bi bila ta dvorno, Naprimer, ne, ja, se pravim, vse to pravim, kjer bi bila ta njegov, da bi bil znotraj tega, z neki ta estetski upor naredil, v tem smislu, da bi mogoče postavil pod vprašaj
sam svoj status ali pa pač sam na nek način, kako je pač ta družba strukturirana, ne samo v tem smislu, da se lotevo recimo nekega umetniškega stvarjanja pa ga problematiziral, ampak bi mogoče šel na širšo mogoče razumevanje oziroma preizpraševanje prepleta na teh poljih kulturnega, družbenega, političnega. V tem smislu, mogoče je to malo tendenciozno branje tega eseja. V bistvu hočem povedati, če se vam zdi ful pomembna ta njegova vloga v bistvu v bivši Jugi, politična, za njegovo ustvarjanje. Pomembna, po moje, je bila v tem smislu, da je lahko delal stvari, ki jih je hotel delati. V tem. Sicer pa... Naprimer, meni se je zdelo pač, naprimer, pa njemu zanimivo to, da je na nek način vedno to hrvaško nacionalno vprašanje bilo pri njemu pomembno. Po drugi strani je pa vedno bil tudi na tej neki komunistični liniji. In se mi mogoče zdi, pač, ko sem prej spraševal to simulacijo, ta nacionalni kanon, da bi mogoče po tej liniji, on bi vedno pač, naprimer, zanimivo bil tudi status hrvaškega jezika in tako naprej. Ampak, dobre, zanimivo me še glede te esejistike njegove, pa samega tega izbora, ki ga sicer zdaj ne problematiziramo, ampak v tem smislu, da je, naprimer, na nek način Krle že zastavil v svojih esejih, oziroma da na nek način vsi te esejistike, naprimer ta kontrast, ki se mi zdi, da se bi kar pri njemu pojavlja med buržoazijo kot nekim nosilcem napredka, pa med tem nekim potlačenim kmečkim oziroma proletarskim hrvatstvom. Bral sem ta esej, kako živi sirotinja v Zagrebu, ki se mi zdi odličen esej, dokumentarističen o tem, kako pač živijo. In vedno je ta kontrast, Glembajevi so pa pač ta neka kvazi napredna, z visokim jezikom obdarjena, neka buržoazija. In se mi zdi, da ta kontrastnost, da je pač mislim, da ta osnovna neka rdeča nit krleničnega pisanja. Kakor da je pač ta antiteznost prisotna, se mi zdi tudi na nek način tudi v esejistiki. Recimo tam na Dunaju, ko opisuje, pa tudi, kadar piše recimo v mačarski, pa tako vedno je ta kontrastnost, se mi zdi, med tem meščanskim razredom in pa pač tem nekim proletariatom. Tako če se vama to zdi pač njegova neka najbolj pomembna rdeča nit, oziroma kako vidva gledata na ta razredni moment, oziroma to, kako on gleda socialno vprašanje. Če se to pač ki, meni se zdi, da pač to esejistiki se to da zaslediti. Ne samo esejistiki. Ne samo, ja. Te kontraste oziroma protistave... Zdaj to izhodišče njegovega. Ja, lahko razširimo tudi še na druge stvari. Vedno ga piše, naprimer, ne vem, potopisni esej o, mišljujem si, Koprivnici, pa pravzaprav veliko več izvemo o Budimpešti ali pa o Dunaju, kot pa o Koprivnici. Ali pa, ne vem, piše esej o slikarstvu, pa ga zanese v medicino, pa izvemo veliko več o medicini kot o slikarstvu. Vedno ima, sopostavlja dve stvari, zdaj ne nujno zato, da bi se izrekal, kaj je bolje, temveč, da bi ali bodi si vzpostavil nek kontrast, bodi si, da bi nas o nečem poučil. Ker ta didaktična vloga esejev je zelo očitna. S tem, da vsaj jaz tako berem, pa mi to sprejmem, zato ker je to njegov slog, včasih mi gre malo na živce, ker me nagovarja malo zviška svoje erudicijske svojega visokega položaja, pa si mislim, da tega ne razumem, pojma nimam, ne. Mi gre včasih malo na živce, ampak to je moj problem, ne njegov. Če bi pa tudi jaz bila na tej višini s takim enciklopedičnim znanjem, bi pa bilo čisto drugače. In ko ravno govorimo o enciklopedičnosti in moramo, se mi zdi, omeniti, da to, kar sem prej rekla, da je lahko, odgovor je bil, da toliko, da je pač lahko delal, kar si je želel.
Na vse zadnje je vzpostavil leksikografski zavod, ki je potem izdajal zelo pomembno zbirko Enciklopedijo Jugoslavije in danes se ta leksikografski zavod imenuje po njem, leksikografski zavod Miroslava Krleže v Zagrebu. In se mi zdi, da če po ničemer drugem ga v okolju, v katerem je predvsem živel in delal, poznajo po tem, pa mogoče še po Petrici Kerenpuhu. To esejih pa po moje ne. Ja, se mislim nekako vračam na te eseje, ki so pač zdaj ta priložnost. Ampak tudi zanimiv fenomen, da pač na nek način ostane potem, da po tej vse erudici, ki smo opisali, postane za njim pač neka enciklopedija te balade. Vse se igra v Glembaje, mogoče se Glembaje je tako najbolj igrana zadeva. Samo, meni se na nek način zdi, da je ta mitski diskurs, ki je bil, se pravi, v Jugi, mi zdaj ga več, oziroma še zmeri se pojavlja, mogoče tudi na samem tem uvitku te knjige s tem pompoznim pisanjem, kar leži, mogoče z tega vidika neopravičen, mogoče je on nek padli mit, oziroma nekdo, ki je figuriral kot mit, pa je pač se nekako bil zdaj pozabljen. Pa ne pravim, da bi zdaj ta knjiga revitalizirala ta mit, mislim, niti ne forsiram tega, da je to zdaj začetek nekega revitalizacije, kar leži, ker po mojem to ni smiselno nekako delati na silo, oziroma nima to nobenega smisla. Ampak v bistvu nekaj se tudi mi dva pogovarjala, Rok, točno čist stilsko, oziroma te eseji s to gostoto neverjetno, kar se skoraj ne moreš prodeti v njih, oziroma to menjavanje žanrov, menjavanje dobesedno narativnih linij, kombiniranje, ta prehod iz recimo nekega skoraj dokumentarja, oziroma nekaj social komentarja v samo fikcijo, a se tebi zdi to nekaj, kar Krleža dela zelo dobro, oziroma nekaj, kar je neka njegova odlika, ali nekaj, kar bi lahko kdo rekel, da je mogoče kdaj moteč, oziroma na nek način ovira bralca, oziroma zahteva od njega, kako ne rečem, neko neverjetno potrebežljivost po končni fazi tudi razgledana, glede na to, da je neverjetno referenčen in polihistoričen in tako naprej. No, mislim, da sem že na začetku dosti jasno povedal svojo pozicijo glede tega. Mislim, saj, kako sem jaz to doživel. Kar je bilo zanimivo, mislim, gledal sem intervju s Kišem in on govori o nekem srečanju s Krležom in o njegovem strahu, o tem, da ga nihče ne bere. Torej, branost v tistem, neka recepcija v tistem trenutku, ko je on to objavil, je bila zelo, mislim, po njegovem mnenju dosti minimalna. Potem tudi, ko novinarje vpraša, ste vi prebrali moje knjige, reče, ne, žal nisem. In mislim, da to, neka produktivnost, pa hkrati neka neodzivnost strani in kritike razen pač na posameznih delih, mislim, da je to dosti frustrirajoče. Ne vem pa v zvezi, mislim, koliko ima pri tem vloga njegovega načina pisanja. Tudi, na primer, uveljavljen kot avtor, ali je, mislim, to se jaz sprašujem, pa ne vem, če bom nekaj odgovor, ali je prepoznan oziroma bil prepoznan in uveljavljen zaradi pisanja, ali zaradi pozicije, ki si jo je ustvaril. Torej, ali je ta pozicija nekega, to zdaj banaliziramo, ampak nekega dvornega avtorja, se pravi ne bom to rekel, avtorja, ki je, mislim, v družbi uveljavljenega avtorja, ali lahko nadomesti nek drug avtor. Se pravi, ali bi lahko nek drug pisec prišel na to pozicijo, ne glede pač na stil oziroma način, kako piše. Zdaj ne vem, ko so bili pretendenti vsi za to pozicijo na Hrvaškem, ali pa širše, ne vem. A pa misliš, da v bistvu nekaj Nazor, on je prehitro umrl. Ja. Ne vem. Kaj pa branost, Krleže, to v sami Jugoslaviji, a on pa v bistvu, a je bil bran med tako, a je imel veliko branost, ali ne, to se kaj ve, mislim, ali je bil v bistvu pač nek tak ljubljenec kritik, oziroma se je izpostavil bolj pred literarne kritike, pa pač same tega odestovanja v kulturnem polju, ali je bil tudi bran?
ker je skoro, kot sem jaz, ker se spomnim, ker kliše bile relativno dobre prodajane, ne? Se spomnim, da so bile nekaj stvari takoj razprodajane, tako naprimer, ne? Pa tudi se mi zdi, ni tako nekaj preprosto. Ne vem, mislim, a imate vi kakšen veste, kakšen Bran. Se spomnite, tako bom rekla, se spomnite, ko je Umberto Eco napisal Ime rože? Veste pa, da je Umberto Eco napisal Ime rože in nenadoma so vsi govorili o tem romanu, malo kdo pa ga je prebral. Zdi se mi, da je bilo tako skrbležno. Vsi so govorili o njem in vsi so imeli kaj povedati o njem. In predvsem v njegovem zasebnem življenju, o tem, kako ga zdaj povem to banalno, ki se je kar naprej ponavljala, kako se pelje s taksijem, on v enem taksiju, njegov klobuk pa v drugem taksiju. Skratka, kako velik gospod je in tako naprej. Malo kdo pa ga je samoiniciativno bral. Samoiniciativno pomeni torej, da ni hodil v šolo, kjer je bilo to obvezno domače branje, da ni šel v gledališče. Skratka, zakaj? Mislim, da moramo pa tudi po pravici reči. Poglejte, človek je neverjetno veliko napisal. Napisal je ogromno. To si sploh ne moreš si predstavljati. Ja, logično je, da vse ne more biti enako kakovostno in vse enako všečno. Sploh pa najmanj so všečni ljudem eseji. Zakaj? Zato, ker so zahtevni. Ker zahtevajo pozorno branje, ker zahtevajo neko ozadje, neko tvoje predznanje, da imaš od tega kaj se, ti lahko Krleževe eseje bereš brez vsega tega, ampak kaj si dobil? Nič. Jaz bi tako rekla, no čisto iskreno. Pa, če gledamo pač, da damo nek meta-komentar, kakšen je pa pol, kaj se vam zdi pomembnost izdaje teh esejev zdaj v tem trenutku, da so bili le izdani zdaj v Sloveniji leta 2015 esej z tega vidika, kar ste zdaj povedali? Kako ne rečem? Zdi se mi fino, da so išli zato, ker bodo nagovorili bralca, ki v tem trenutku mogoče do tega trenutka mogoče niti ni slišal za Krležo, ker se je rodil ne vem kdaj, ko je že vsega skupaj bilo konec, ki bodo nagovorili lahko bralca, ki je za Krležo sicer slišal, vendar ne za njegove eseje. In ki bodo nagovorili bralca, ki bo potem iz teh esejev dobil nekaj, kako ne rečem, neki vzgib, da ne bo samo ždel, temveč da bo začutil, da mogoče bi pa vendarle bilo dobro, če bi se vsi skupaj začeli malo družbeno odgovorno obnašati, preden bo prepozno, preden implodira vse skupaj in bo konec. To so moje, verjamem, malo utopične, idealistične želje, ampak... Jaz sem imel ta problem, da ima včasih ta njegov briljanten literarni stil uspava, pa tak ni sugestiven v tem smislu, da bi me nekaj angažiral s tudi. Ampak, dobro, zdaj ne vem, a imaš ti še kakšen komentar, ki je povedal, oziroma a se tebi zdi ta izdaja na nek način pomembna? Mislim, če tako če izgledaš v nekem okviru literarne produkcije v Sloveniji, oziroma kako se tebi zdijo te seji, kar se tiče te izdaje, kako ti to vidiš? Mislim, da ta izdaja zapolnjuje nek prostor, se pravi književnosti, esejistike, nekaj refleksivnega pisanja, ki, se pravi nekega zgodovinskega refleksivnega pisanja z področja nekdanje Jugoslavije. Mislim, da ni nek trend v objavah, bolj so popularni zdaj neki, ne vem, zbirka, kolumen, ne vem, kdo je bil zdaj preveden. Malo instantni. Ja, tako zdaj popularni avtori, ki se hitro berajo, ne vem, ti bo spremljaš te ponovne izdaje, ne vem.
Ja, tudi če gledaš pač te nominirance pa nagrajence z Rožančeva nagrado, se mi zdi, da pač vsaj pa nekaterih nagrajencih mogoče imaš prav to, kar govoriš. Ja. Mislim, če se strinjam s tem, kar ste na začetku povedali o tem, da pač da je zanimivo, po kolikih letih beremo to, pa saj se zdi pač neverjeten ta slog. No. Mislim, da ta slog je pač res briljanten, čisto znotraj tega okvira esejistike, sicer tudi težko prodoren, pa pač res neverjeten v tem nizanju za teh podredij, sploh v Evropi danes, recimo. Pač jaz ne vem, na koncu pač moja ta izhodiščna pozicija bila, kar ne vem, če se je izkazala, oziroma pač ta o tem, da pač vsem Karleža je nek način zelo ambivalenten avtor, v tem smislu, da je nek način bil mitiziran, po drugi strani ga pa ljudje niti niso to brali, oziroma avtor, ki je definitivno kontroverzen, tudi kar se tiče njegove časosebne biografije, pa tako. In se mi zdi, da pač, ne vem, da je zelo dober, no, da je ta zbirka izdana čisto zaradi teh razlogov, ki sem zdaj na koncu povedal. Pa na koncu vas sam tako vprašam, če na nek način Karleža, kako ne rečem, nosi vse to neko, kako ne rečem, idejo, oziroma je ta njegova optika detektiranja družbenih stvari čez literaren način, oziroma ta preplet literature pa političnega, če je to pri Karleži na nek način to, kar je njegova, pač, kako ne rečem, največja vrednost. In pač se steka recimo pač v te eseje in pa tudi recimo v tej njegovi kritiki pač vladajočih razredov, naprej v globalih, recimo karkoli. Ali hoče povedati to, ali je ta politična komponenta pri njemu toliko izrazita, ali je ta njegov literarni moment oziroma ta njegov slagovni prevladuje. Ima ta nek naboj, ki je še zdaj aktualen, no? Po tolikih letih, recimo, pisanje nek način konfuzno vprašanje, mogoče provokativno glede na to, kar smo zdaj govorili, malo preveč. Jaz bom hitro rekla to, ker sem še nasledi. Rekla bi, na oboje da, torej, še, čeprav ne vem, ali sem dobro razumela, skratka, vrednost, kaj je vrednost Karleže, in ko rečem Karleže, mislim njegove literature, ne njega kot človeka. To, kako je pisal po eni strani in to, o čem je pisal. To ni nujno pri vsakomur. Rečemo, nekdo piše o ljubezni, aha, super, avtor je zato, ker piše o ljubezni. Ne, super je zato, na kakšen način piše o ljubezni. No, pri Karleži pa jaz vidim, da je tako hkrati enako pomembno, kako in kaj. In zaradi tega je aktualen, kar zadeva literarno-teoretsko aktualen in literarno-zgodovinsko aktualen, v esejih pa družbeno-kritično-politično aktualen. Je to odgovor? Jaz se strinjam, mislim, da smo malo preveč mogoče izpostavili samo stil, pa smo malo zanemarili vsebino. Tudi vsebina je dosti pomembna in na nek način relevantna do zdaj. Strinjam. Se upravičujem za to zadnje zapleteno, neizčiščeno vprašanje. Ja, zdaj pa ne vem, če ima občinstvo kakšno vprašanje ali pa kakšen komentar, kdo kaj povedal. Jaz bi imel v bistvu en komentar, ki bi zaobjel vse to, kar kar se vi zdaj sprašal. Čisto slučajno sem življenjski sopotnik urednice, pa sem bil malo involviran v celo zadevo. Na vprašanje za Karleža brali imam eno hecno anekdoto. Pač, ko so se prijavljali na razpis, je bilo treba original priložiti. Sem šel jaz v knjižnico in sem vzel Svetlost iz Sarajeva, je znala eseje tak. Šopih je 10 knjig. In jaz s tistimi knjigami grem in se ostavim v kiosku in kupim časopis in vidi prodajalka in pravi, ste vi to vse pročitali? In jaz rečem, nisem još, pravi, težaki. Se pravi, prodajalka, ne vem, je mogoče profesorca bila na fakulteti ali karkoli, v glavnem, enostaven človek je bila in je prebrala in je pač povedala svoje. Druga stvar je,
ko se pogovarjamo o Krleži kot o mitu, mit so iz njega naredili. Krleža je bil popolnoma ambivalenten, najbolj očitno je to bilo seveda med NDH-jem, ki je rekel, me bo že eni ali pa drugi vzeli. Ne gre pa zanemariti ene zelo pomembne stvari. Voditelji komunistične partije pred vojno so bili intelektualci. Od Koče Popoviča naprej, tudi za Tita je zelo znano, mislim, dobro dokumentirano, da je bil zelo načitan. Se pravi, gre za podobno pozicijo, se pravi, oni so njega vzeli za svojega. Zato so to njegovo pozicijo razumeli, se pravi, oni so bili del, da mu reči, establishmenta, če tako rečemo. Recimo, Koča Popovič je iz bogate družine prihajal in je vse pustil zaradi ideje o enakosti. In to je šlo ljudem, oziroma establishmentu po vojni, recimo temu režimskim ljudem, strašno na živce, ker Krleže niso mogli nikamor dati. Kamorkoli, zaradi tega je tudi v bistvu njemu non-stop nekaj propadalo in na koncu, ne vem koliko je to res, ena od zgodb je, da je dejansko Tito ukazal, da ne bo on direktor Leksogeografskega zavoda, zaradi tega, da bo sploh imel kaj od česa živeti. Kar se potiče povezavi s tem mitom, je pa zanimiva anekdota za naslovnico, koliko ste opazili. V originalu bi morala biti naslovnica fotografija kipa kiparke Ujevičeve, znana poza Krležina, se pravi dobrodušni dedica, kakršnega so si pač nekateri želeli zapomniti v Jugoslaviji in to tudi govori o tem, zakaj je na Hrvaškem bil takoj pozabljen. In potem nekako sploh ni šlo skupaj s to vsebino, ta slika. In potem je Tanja odkrila avtoportret in je tako to padlo noter. Tak prodoren, a hkrati rezigniran pogled, to so te njegovi seji. Se pravi, on komentira, ampak v bistvu noče imeti nič več s tem upravka. On svoje s tem povedal. In je v bistvu ta avtoportret je v bistvu je Krleža to, kar sam se je zelo, mislim, da je sam eden, koliko jih je, malo rispe njegovih, oziroma če ni pa celo edini. On je s tem komentiral v bistvu, kdo on je. Josip Broz je njega vzel za prijatelja, ni on prišel na dvor Tito. Je bil zelo v oskem krogu. Se pravi, hkrati je bil spet v isti poziciji, kot je bil prej. Se pravi, spet je bil, rečemo tako, vzvišen, rahlo, ampak hkrati nikoli ni nehal biti levičar. Vedno je ostal levičar. In je to jasno skozi njegov delo. Da je pa pač jezik težek, je, zahteva pač od bralca, če ne drugega, da se pozanima o zadevah, o katerih piše, je pa dejansko živel v takem zgodovinskem obdobju in je ga dejansko zaščeno tudi podajal. Verjamem, da danes v šoli mrzlo sploh ne ve, kaj je Avstro-Ogrska, kam šele kakšna Jugoslavija. Pa še prišla. Hvala še to. Ampak ni glede njegove vloge tako v Jugoslaviji, pa tudi pa recimo za kasnejšo Hrvaško, sicer ne vem, če vam čisto pravi podatka, pa mislim, da on je bil odločilen, on je pravzaprav posredoval pri Titu neposredno, da Tudžmana takrat niso zaprli in celo odstranili menda v nekem momentu. Mislim, da je bil obsojen zapora ga je rešil. Ja, zapora in pač, v bistvu tudi kasneje, to je bila ena od njegovih adutov, tudi potem še, recimo tudi po koncu, potem, ko so stvari nekako začele v Jugoslaviji spati. Ja, zaradi tega, tako ga jaz razumem, on nikoli tega hrvatstva ni poudaril na tak način, tak nacionalističen, oziroma ga je celo, mu je bilo, ne vem, mogoče narobe razumel, nepomembno, v smislu, da ni to politično toliko vprašanje. Je zelo, en del se ga je bil izoblikovan, on je hodil pač v častniško šolo na Madžarskem. In je, recimo na Madžarskem ga je bolj poznan kot avtor, kot na Hrvaškem. In na Hrvaškem so ga po 90-ih enostavno odrezali, zdaj, ker ni bilo te navezave, da bi bil on lahko mit hrvaški, zaradi tega, ker je že bil kao jugoslovanski mit in je s tem avtomatsko izpadel z te igre. Ampak on sam se ni nikamor, mislim, da bi se on sebe inštaliral.
je na en način je podobno Vitomiru Zupanu. Nikakor ga noben ga ni mogel zavrati, zagrabiti, ker je bil pač partizan in tako naprej. In je vedno ostajal na levičarskih pozicijah, nikoli pa ni bil režimski, recimo. Te sta si malo podobna, mislim, tako, življenjska. Še dokaj? Meni se zdi, da je velika nepravda zaradi tega, ker Krleža ni dobil Nobelovo nagrado. On je po svojoj literaturi enakovreden Andriću. Po nekoj politici v toj literaturi razpravljati je iluzorno. On ni bil ni levi, ni desni, on je slikal življenje, pač eno življenje feudalizma, ki je propadlo, slikal je življenje buržoazije. V tem romanu Vrnite Filipa Latinovića, od te knjige, prvo to knjigo treba odkriti. Vsako jo bodo bral, bo videl, kako on nešto manipulira, tako da v enem momentu ne veš, a on to zamišlja, ali pa je to realnost. In v tej knjigi on je obdelal i ljubezen, i propad družbe, i malo meščane, ne vem, in na koncu je dal tudi eno mnenje o kulturi, takratno je rekavši, da vse je to panonsko blato. Blato je hrvaška beseda, sem rekel. Vse je to panonsko blato in nimamo nič od dobrih pisatelja, ki se rojevajo vsakih 100 let, recimo. Zaradi tega, ker itak noben nič ne bere. Tako da njegov okus je zelo velik in enostavno prideš in si zaprepašten, da to prej nisi bral. Hvala, še kdo? Smem jaz nekaj reči na koncu. Pogledajte, mi smo se danes pogovarjali o slovenski izdaji esejev. Niso se kar sami prevedli. Prevedla jih je Mica Matkovič. In danes je Svetovni dan prevajalcev. Mislim, da ne smemo, ne samo zaradi tega, ker je danes Svetovni dan prevajalcev, če ne bi bilo prevajalke, tega ne bi bilo v slovenščini. Sploh pa je bila moja študentka, zato sem še toliko bolj ponosna. Prosim? Ne. A imaš še kdo kakšen komentar, še kaj bi povedal? Mogoče še čist zadnje, kaj ste vprašal. A je sam zaradi naslova, ker je pač Evropa danes, ali zaradi vsebine aktualna? Seveda, da je, mislim, tako, ko je, če bereš enkrat Marxov Kapital, ki te presune, zadeva, ki je bila napisana pred 200 leti in si misliš, to sem včeraj gledal na televiziji, kako otroci v rudnikih kopljajo rudo. Se ti zdi, da so zadeve že pasejni, so take opomniki, da ni nič samo po sebi umevno, da se treba za boljše življenje non-stop boriti, se pravi, da je non-stop ta razredni boj tukaj na tak ali drugačen način, zaradi tega so pomembne. Se pravi, da vas ne morejo več preslepiti, da je to, da rečejo, komunizem, to je stvar preteklosti. Ni, ne more biti. Isto bi lahko rekli, vse kapitalizem je stvar preteklosti, pa ni. Ta najbolj surov je spet tukaj, oziroma mogoče sploh nikoli ni izginil. Zaradi tega je to tako pomembno. Sploh zaradi takih avtorov, ki tako zgoščeno ti na mizo ti vrže, ne da ti na pladnju ponudi fino, ne Krleža mi je zaradi tega. Težko mi je bilo brati tudi v hrvaščini originalu, zato ker on dejansko dobiš šamar, ko se reče. Tle imaš, tuf, tako je. Ni nič, da bi opiševal tako. Zaradi tega ga noben ni marno, verjetno.
In ga tudi nikoli ne bo. Sem se povzel malo še, kako lepo. Mislim, da smo tudi uspeli knjigo tudi spromovirati, tako da pač vsaj v tem smislu, da boste brali, kupili, tako da zahvaljujem se tudi finalnim zaključnim besedam. Ampak jaz še zmeraj mislim, da pač, kar že se spračal brati to, da ali pa kar je že mit, ali pa ni, pa po moje, da ostala debata tudi danes odgovorila na streh in tudi širše, tako da pač, ne vem, da povzemite knjigo, pa preverite, to je po moje najbolj, da naredimo.